Dober večer, bomo kar začeli. Zdaj nas je že kar nekaj in predlagam, da si najprej ogledamo filmček, da dobimo vzdušje Male črne obleke in potem preidemo k programu. So se razbežali. Aplikacija Zoom. Glede prehajanja meja med občinami in ena oseba se je do policistov nedostojno vedela. V drugem primeru v okolici Ljubljane naj bi se praznovanje zbralo 25 ljudi. Ob prihodu policistov jih je bilo tam še 9. Policisti so v lokalu naleteli tudi na polne, zelo obložene ljude, pa tudi na ta, kar si prevestno zapisoval vso konzumirano hrano in pijačo. Seveda po postopkih policija poslala prekrškovne predloge tudi na davčni in tržni inšpektorat. Za konec tedna napovedujejo poostren nadzor, tudi nedovoljenega prehajanja medobčinskih meja. Med tistimi, ki opravijo test na novi koronavirus, je okužen vsak četrti. To kažejo podatki včerajšnjega dne. Delež pozitivnih izvidov je bil namreč več kot 24%. Število covidnih bolnikov v bolnišnicah je se še povečalo, in sicer na 1324, kar je največ od izbruha epidemije. Intenzivno terapijo je potrebovalo 206 ljudi, 19 je tudi včeraj zahtevalo toliko življenj. V zadnjih tednih so pristojni pogosto opozarjali, da se virus v domovih in bolnišnicah širi predvsem zaradi okuženih, ki ne kažejo simptomov koronavirusne bolezni COVID-19.
Lepo pozdravljeni torej na današnjem zaključnem dogodku projekta Fenomen Chanel, ki poteka v sklopu Evropske noči raziskovalcev Humanistika, to si ti. 2 dogodka imamo že za seboj. Septembra smo imeli simpozij v zbornični dvorani Univerze v Ljubljani. Prav tako je izšla znanstvena monografija, oboje pod okriljem Filozofske fakultete. No, danes pa prehajamo na Naravoslovno-tehniško fakulteto, natančneje na katedro za oblikovanje tekstilij in oblačil, kjer so nastajale male črne obleke. In danes bomo razglasili zmagovalne kreacije študentov in študentk, torej tiste kreacije, ki so prepričale komisijo, da so nekaj posebnega. Jaz mislim, da bi bila Marija Šarec, ki je bila zaposlena približno pred 100 leti, torej takrat, ko je nastala mala črna obleka v Maison Chanel, prav zadovoljna, kajti mala črna obleka še živi. V preteklih tednih se je preselila na Naravoslovno-tehniško fakulteto, v 5. in 6. nadstropje, polepšala hodnike in pravzaprav je živa ta mala črna obleka, tako kot je rekla tudi Coco Chanel, tudi na ulici. In če jo malce parafraziram, živa je v idejah, živa je vse povsod okoli nas in vse to se zrcali v teh malih črnih oblekah, ki so jih naredili študenti in študentke Naravoslovno-tehniške fakultete in ki so jih naredili tudi slovenski modni oblikovalci in oblikovalke. Mislim, da je poglavitna beseda, ki se je izkristalizirala pri tem projektu, združevanje. To je beseda, ki je danes bolj kot ne zelo zaželena, vendar skoraj neuresničljiva. Zlasti, kar se tiče socialnega gibanja, je združevanje omejeno na minimum, pri nas pa smo združevali. Združevali smo generacije, profesorje in asistente, združevali smo profile, medicince, biokemike, antropologe, germaniste, bibliotekarje, muzikologe, umetnostne zgodovinarje in zgodovinarje. Združevali smo neakademski svet s akademskim, združevali smo modne oblikovalce, združevali smo likovnike, umetnike, novinarje, torej združevali smo tudi občine, marsikatera obleka je prišla od daleč, združevali smo tudi države, Francijo, Slovenijo in Srbijo. Združevali smo pa predvsem članice Univerze v Ljubljani in združevali smo ljudi. Tako da mislim, da ta beseda združevanje je prav pri tem projektu zacvetela in ker smo že pri Chanel, je zadišala v vsem svojem sijaju. Malce si moram pomagati. Zelo bi rada izpostavila lepo gesto, ki so jo naredili slovenski oblikovalci in oblikovalke in se pridružili našemu projektu. In sicer jih bomo zdaj tudi pokazali, kdo so ti slovenski oblikovalci in oblikovalke. Prvotni načrt je bil, da njihove kreacije predstavimo tudi na Elle Style Awards in danes bi jih morali občudovati v atriju Slovenske akademije znanosti in umetnosti, potem bi se razstava preselila v prostore Filozofske fakultete in bi nam polepšala december. No, realnost je taka, da tega nismo mogli izvesti, vendar imamo še vedno načrte, da naslednje leto naredimo razstavo, da organiziramo showroom, da bodo obleke vidne širši javnosti, da ne bodo samo v katalogu, kjer so sicer, to se mi tudi zdi lepo, kajti modni oblikovalci so s tem, ko so v katalogu omogočili mladim, bodočim modnim oblikovalcem, da se jim postavijo ob bok, tako da so drugi z drugim zopet združevanje. In torej prihodnost bo pokazala, kaj od vsega tega načrtovanega bomo lahko uresničili. Upam, da veliko in res se zahvaljujem za čudovite kreacije, ki so oplemenitile ta projekt in mu dale še posebno težo. Zdaj pa bi prosila, da besedo prevzame Petja Zorec, ki je ena izmed 4 mentoric, ki so bdele nad delom študentov. To so bile namreč Petja Zorec, profesorica Almira Sadar, profesorica Elena Fajt in profesorica Nataša Peršuh. No in Petja, vsi tisti, ki je niste še spoznali na simpoziju, ko je predavala o moških muzah, ki so navdahnile Coco Chanel, o njenih revolucionarnih modnih posegih in o še čem je govorila, zelo zanimivo. Torej vas pa pozivam, da ji prisluhnete
sedaj in povedala bo, kako je potekal proces na katedri za oblikovanje tekstilij in oblačil. Petja, prosim. No, lepo pozdravljeni, Mateja, hvala za tale prekrasen uvod. Vzela si mi že kar nekaj iztočnic, sigurno. Predvsem sem navdušena nad tem delom, kjer si govorila o povezovanjih, in prav zares je bil tudi eksperimentalni del projekta Fenomen Chanel v izvedbi Male črne obleke. En velik izziv, eno lepo popotovanje. Ta Mala črna obleka je, bom rekla, v zadnjih pol leta kar močno zaznamovala našo katedro za oblikovanje tekstilij in oblačil, kjer smo še bolj pospešeno delali v preteklih 2 mesecih. Začelo se je, kot že omenjeno, s tem, da smo mentorice oblikovanja oblačil študenti pripravile skoraj 80 oblačil na različne principe, z različnih pogledov, iz različnih konstrukcij, trajnostnih principov, oblikovanja skozi vključevanje ročnih tehnik, novih tehnologij. In ta proces je bil prav zares zelo zanimiv zaradi tega, ker je končno nastalo oblačilo, kateremu je bila skupna barva, prav zares pa lahko v naših končnih predstavitvah vidite, kaj vse ta črna barva lahko predstavlja. No, ta naš eksperimentalni del je bil torej deljen na 5 delov. Prvi je bil oblikovanje teh oblačil, drugi del je bila postavitev razstave, hkrati na naši fakulteti, na oddelku za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje, z namenom, ker je žirija prišla tudi ocenjevati študentske obleke. Razstava se je izkazala za zelo atraktivno in celotna fakulteta, ko smo še delali lahko na delovnih mestih, je hodila v 5. in 6. nadstropje opazovati te obleke. Vsak posameznik, vsaka posameznica se je zagledala svojo in so že spraševali, kje se da dobiti te obleke. Tako da z tega vidika je bila tudi razstava uspešna. Potem pa, na žalost, situacija COVID pripeljala do zaprtja fakultete. S študentkami modnega stilizma smo takoj prevzele ta del in začele pripravljati projekcije oziroma predstavitve, ki jih bomo lahko delili na spletu, in video, modni editorial in spletni katalog so zaživeli danes s tem, ko se je lansirala in s tem, ko se je zaključila Evropska noč raziskovalcev, in tudi s tem, ko smo mi odprli in lansirali naš novi spletni portfolio Kotofolio, kjer lahko projekte, tudi video še enkrat si ogledate in res, v bistvu vsi smo bili osupnjeni nad tem, kar je nastalo. Ko smo postavili razstavo, smo se takoj začeli pogovarjati, kako bo komisija sploh se odločila za 10 najboljših, ker so bile stvaritve res tako lepe in vsaka zase nekaj posebnega, vsaka nagovarja neko svojo identiteto posameznika, drug karakter, in je bilo prav prekrasno opazovati to. Jaz bi se na tej točki tudi res zelo lepo zahvalila vsem zunanjim sodelavcem in tudi mojim študentkam modnega stilizma, Piji Hočevar Mucič, Kaji Bakan, Emi Uršič in pa Eli Mejač, ter seveda vsem svojim kolegicam na fakulteti za vso pomoč. Študentke so mi lahko samo preko spleta pomagale in v bistvu olajšale celotno delovanje, in pa seveda zunanji sodelavci, Ula Pogorevčnik, ki je snemala video in ga editirala, Mario Županov, ki je posnel modni editorial, in tudi Pija Hočevar Mucič, ki je prekrasno fotografirala vseh končno 83 oblek. Tako da prekrasen projekt, ogromno povezovanja in v bistvu človek bi si želel, da se različne panoge na ta način ves čas povezujejo. Petra,
lepa. Zdaj pa seveda vsi nestrpno pričakujemo, kdo so ti študenti in študentke, ki so prepričali komisijo, in prav je, da predstavim tudi komisijo. Komisija je bila 5-članska in sicer so jo sestavljali gospa Marjeta Grošelj, modna oblikovalka, potem gospa Petra Vinčnurer, urednica Elle in modna strokovnjakinja, njena ekscelenca, gospa veleposlanica Francije v Sloveniji, torej gospa Florence Ferrari, potem gospod Dejan David Kemperl, urednik revij Golf klub in David, ki že vrsto let tesno sodeluje z blagovno hišo Chanel, in potem še jaz kot vodja projekta. Moram reči, da je bila naloga kar težavna, tako kot si rekla Petra, toliko lepih kreacij, toliko inovativnosti, toliko rešitev, kako upoštevati trajnostni vidik in z materialom ali z obdelavo rešiti nek problem. Tako da težka je bila odločitev, ampak zmagovalne so bile vse, ampak od teh zmagovalnih smo pa potem izločili še 10, ki so bile še malce bolj zmagovalne, in teh 10 bomo zdaj v tem trenutku predstavili. Torej vseh teh 10: Alenka More, Anže Mrak, Eva Jelenc, Lenart Šolar, Maja Gazvoda, Natalija Krašovec, Neža Dapčevič, Pia Valner, Sara Šmit in Špela Hudobivnik. Torej teh 10 kreacij je pa 10 najbolj zmagovalnih kreacij. Te kreacije bi se morale potem skupaj seveda z oblikovalskimi predstaviti na podelitvi Elle Style Awards. Kot rečeno, to ni bilo izvedljivo, tako kot ni bila izvedljiva današnja razstava v Atriju Slovenske akademije znanosti in umetnosti in potem decembrska na Filozofski fakulteti, vendar pa nagrada je nagrada in revija Elle bo vseh teh 10 kreacij tudi predstavila. Praktične nagrade za nagrajence sta prispevali Evropska noč raziskovalcev, humanistika, to si ti, in Filozofska fakulteta, in čakajo jih na matični fakulteti. Še enkrat čestitke. Potem pa imam še eno prijetno nalogo. Med temi zmagovalnimi kreacijami sta pa 2 še posebej navdušili komisijo in zaslužita si posebno nagrado. Drugo nagrado bo podelil Gregor Berkopec, vodja podjetja Rex, pravno in poslovno svetovanje. Kdo je nagrajenka oziroma nagrajenec in kaj dobi, pa bo povedal Gregor sam. Samo da ga vključimo zdajle. Sem vključen. Ja, v redu. Super. Lep pozdrav vsem. Moje ime je Gregor Berkopec in sem ustanovitelj Rex, pravno in poslovno svetovanje. Nagrada, ki jo podeljujem, bo nagrajencu pomagala pri izzivih, ki bi jih imel na svoji poslovni poti. Z veseljem podeljujem 3 ure brezplačnih storitev na poslovnem in pravnem področju, ki jih lahko nagrajenec oziroma nagrajenka uporabi za pripravo in pregled različnih pogodb, svetovanje ob ustanovitvi podjetja, registracijo znamke in tako naprej. Nagrado, kot je Mateja že povedala, med 10 najboljšimi, prejme Anže Mrak, iskrene čestitke. Organizatorji pa bodo poskrbeli za to, da boš moj kontakt prejel in da bova lahko pogovore začela in nadaljevala v živo. Tako da iskrene čestitke še z moje strani. Hvala lepa. A je Anže Mrak z nami? Ja. Mogoče Anže Mrak, povej, zdaj boš imel pomoč pri ustanovitvi lastne znamke, ki se bo seveda odlično prodajala. Lahko boš ustanovil SP, gospod Gregor Berkopec pa ti bo pri tem pomagal. Ne vem, kaj ne rečem. Najlepša hvala komisiji, pa vsem. Ja, ne vem, kaj ne rečem. Morda lahko poveš, kako si se lotil izdelave svoje obleke. Slišala sem, da ni bilo niti kančka odvečnega materiala. Ja, v bistvu moj koncept je bil narediti neko oblačilo oziroma 2 kosa, ker je zgornjo in spodnjo oblačilo z porabo celotnega materiala, pa izračunal sem in kroj naredil, da bo temu ustrezal. Se pravi, recimo črna obleka, se mi zdi, da je bila 3,5 metra materiala,
spodnja obleka je bila pa 2,5 metra in v bistvu sem zračunal vse vnaprej, da je bilo vse točno poraba in nimam niti enega ostanka materiala. Se pravi, trajnostni vidik par Ja, excellence. Hvala lepa, Anže, čestitam za nagrado za čudovito kreacijo. hvala. Tako, zdaj imamo pa še eno nagrado in to nagrado bo podelila njena ekscelenca, gospa Florence Ferrari, francoska veleposlanica v Sloveniji, in pripravila je majhen video. Samo da ga... majhne tehnične težave, do Francije le ni tako daleč, mislim, je kar precej daleč, ampak takoj bomo uredili. Je suis très heureuse d'avoir pu participer au projet Phénomène Chanel, du corset à la petite robe noire, organisé par l'Université de Ljubljana. Merci au Dr Mateja Gabar de m'avoir proposé de prendre part au jury du concours et de rendre ainsi hommage, à vos côtés, à la grande dame de la mode, Coco Chanel. Bravo pour les modèles présentés lors de ce concours. Čestitke za vse kreacije, ki smo jih videli na natečaju. Sans plus tarder, j'ai le plaisir de remettre à la gagnante, Madame Špela Hudobivnik, du département des textiles et de la mode de la faculté de sciences naturelles et d'ingénierie de Ljubljana, le premier prix, qui consiste en 60 heures de cours de français offerts par l'Institut français de Slovénie. Brez odlašanja z veseljem izročam nagrado za prvo mesto zmagovalki gospe Špeli Hudobivnik z katedre za oblikovanje tekstilij in oblačil Naravoslovno-tehniške fakultete v Ljubljani, ki jo sestavlja 60-urni tečaj francoščine na Francoskem institutu v Ljubljani. Toutes mes félicitations à Madame Hudobivnik. Iskrene čestitke gospe Hudobivnik. Torej, zmagovalka Špela Hudobivnik, a je z nami? Ja, tukaj. Špela, torej nagrada francoske in francoskega inštituta, 60 let francoščine, in to mislim, da je čudovita popotnica za delovanje naprej v Parizu. Ja, hvala. Čudovito kreacijo, kar 2 sta bili. In upam, da si zadovoljna, a lahko še ti kaj poveš, kako si... Ja, super. Kako si stopila ustvarjanja male črne obleke? Bili sta kar 2. Ja, pri prvi, ki sem jo osnovala januarja, sem vključila tehniko klekljanja, ki me je naučila moja mama. In v drugi pa sem pač iz pletilnega stroja sem se začela učiti in v bistvu je cela pletena, sem cela sama spletla, v bistvu, ja. Tako mi kamera ne dela, moče. Hvala, da ne vem, kaj ne rečem. Vidita, tako da tudi če ni kamere. Čestitam še enkrat, čestitam vsem nagrajencem in kot sem že rekla, vse obleke so zmagovalne obleke in tukaj v tem delu projekta je zmagovalna Naravoslovno-tehniška fakulteta in katedra za oblikovanje
tekstilij in oblačil. Zopet torej se je izkazalo, kako je povezovanje pomembno, povezovanje znanosti, povezovanje akademske in neakademske skupnosti in prav to nam je omogočila letošnja noč raziskovalcev. Zdaj, zmagovalci so znani, preostane mi samo še prijetna dolžnost, da vas povabim k vsem 3 stvarem, ki so jih naredili na Naravoslovno-tehniški fakulteti, se pravi modni editorial, modni katalog in filmček, ki smo ga že videli na začetku, opravičujem se za zvok. No, zahvaljujem pa se tudi zlasti Filozofski fakulteti in Evropski noči raziskovalcev, zahvaljujem se Naravoslovno-tehniški fakulteti, zahvaljujem se študentom in študentkam, bodočim oblikovalcem mode in zahvaljujem se modnim oblikovalkam in oblikovalcem za to res lepo gesto. Zahvaljujem se medijski podpori. To je bila Televizija Slovenija, Televizija Ljubljana, potem tudi Televizija Srbija. Imamo tudi veliko podporo, smo doživeli pri reviji El, revija Gracija, Delo, Naš dom in zopet pokazali, da se da, kljub oviram, ki so na poti, samo pozitivno energijo je treba ohraniti, sodelovati in biti interdisciplinaren. Zdaj pa ostanite zdravi, ohranite zdrav duh v zdravem telesu, telo naj se obleče v kaj lepega, tu in tam v malo črno obleko. In s tem je uradni del naše podelitve končan, smo pa zelo dovzetni za kakšne pripombe, za kakšne komentarje in tako naprej. No, bi jaz mogoče še se iskreno in zelo zahvalila tebi, Mateja, ki si ta projekt sploh v osnovi začela, nas vse združila in povabila in tudi sodelovala na zares vseh točkah strani vaše fakultete in nekako sodelovala potem tudi pri končnih prezentacijah eksperimentalnega dela, tako da hvala za vso to delo, ki si ga opravila in smo ga tudi mi lahko. Hvala. Lahko še jaz rečem eno besedo, Mateja in vsi prisotni, lepo pozdravljeni, dober večer. Za nami je dolg dan, ki je bil pravzaprav noč raziskovalcev. Vmes sem bil nekaj časa na Nizozemskem, na sestanku mreže HILČ, to je mreža humanističnih in družboslovnih fakultet in univerz. In na tem sestanku smo se pogovarjali o pomembnosti interdisciplinarnega sodelovanja in o tem, kako Evropska komisija zdaj z novim razpisom Horizont Evropa spodbuja prav to interdisciplinarno in transdisciplinarno sodelovanje. Kolegi iz različnih fakultet so omenjali, koliko težav pravzaprav to povzroča in da je včasih to samo lepa beseda, ni pa popolnoma jasno, kako naj bi to sodelovanje izgledalo. No, takrat sem se seveda spomnil na fenomen Chanel in na to, kako pravzaprav primer lepe, dobre prakse imamo na Univerzi v Ljubljani. Zato bi se rad zahvalil vsem, ki ste pri tem projektu sodelovali. Mateja, seveda posebej tebi, vedno sem bil navdušen nad tem, kako so tvoje ideje skakale preko meja in preko nekih običajnih norm. Včasih se mi je zdelo, ne bom rekel, kaj se mi je zdelo, ampak potem, ko sem videl rezultate, sem bil pa seveda vedno zelo navdušen in presenečen in vesel, da ti je vse to skupaj uspevalo. Tako da hvala, iskrena hvala. Midva sva dobro leto nazaj bolj intenzivno sodelovala v širši ekipi pri pripravi stoletnice Filozofske fakultete in takrat smo veliko govorili tudi o sodelovanju z zunanjim okoljem in mislim, da je ta projekt ne samo interdisciplinaren, ampak tudi prikaz res odličnega sodelovanja z zunanjim okoljem, torej izven akademskih krogov in ga lahko damo v šolske učbenike kot primer dobre prakse zagotovo. In zelo resno to mislim, niso pa samo lepe besede. Hvala lepa še enkrat vsem. Hvala. Če lahko še jaz dopolnim našega dekana, ko smo začeli prijavljati
letošnjo noč, projekt Humanistika, to si ti, in je Mateja razvijala oziroma začela razvijati to idejo, sem vedela, da bo nastalo nekaj krasnega, da bo nastalo nekaj, kar bo pustilo sledi. V nekem trenutku se mi je zdelo, Mateja, da kadarkoli sem prižgala televizijo, si bila na ekranu, tako da si dejansko projekt pripeljala tudi v širšo javnost, čemur je seveda Noč raziskovalcev tudi namenjena. Res iskrene čestitke tebi za idejo in vsem ostalim, ki so jo potem še razvijali s teboj, in upam, da se v naslednji noči spet vidimo. Hvala lepa. Jasna, naša prodekanja, doktorica Jasna Mažgon, je pravzaprav ta oseba, ki me je na hodniku pocukala in je rekla, kaj boš pa letos počela? In sem rekla, nič. Triadni balet je bil prejšnji projekt, ki nas je zelo izmozgal, in je rekla, ampak letos je tema tudi ženska. In potem sem rekla, Coco Chanel. In tako se je začelo. Tako da povod za to je bila pa naša prodekanja, doktorica Jasna Mažgon. Je pa res lepo delati tak projekt, če imaš veliko ozadje. Če jaz ne bi imela petje in Almire na naravoslovno-tehniški fakulteti, ki sem jo poznala odprej, če ne bi imela tako razumevajočega dekana, če ne bi imela Dejana Davida Kemperla, ki me od nekdaj bombardira s Chanel, če ne bi imela kolegic, ki me spodbujajo, jaz, ko pridem v kabinet, je tako dobra energija, da se kar kreše, kaj bomo počeli. Tako da hvala vsem, ki me podpirate v mojih včasih res čudnih idejah, ampak mislim, da jih je potreba, da so ideje lahko čudne, vendar jih v pravem kontekstu potem lahko postanejo uspešne. Tako da hvala lepa. Zdaj pa vsi tudi ideje Coco Chanel so bile sprva čudne in nenavadne, pa so se iskale za genialne. Tako da ravno take ideje se mi zdi, da je treba podpirati. In ker sem že glih pri besedi, bi še jaz iskreno čestitala vsem našim študentom, ne samo nagrajencem, ampak vsem, ki so pokazali, da ko jim je predstavljen problem oziroma ko jim vržemo kost za raziskovanje, jo dobro uberejo in raziščejo in vsak seveda na svoj način. Res iskrene čestitke za krasno delo vsem. Hvala. Torej, s tem je današnja razglasitev končana. Študenti bodo svoje nagrade prejeli na matični fakulteti. Vsi študenti bodo dobili tudi potrdila o aktivni udeležbi, prav tako oblikovalci in prvih 10 nagrajencev pa še posebna priznanja. Zdaj vam lahko zaželim samo še lahko noč. Bodite dobro in se vidimo na naslednji noči raziskovalcev, ki ne bo Humanistika, to si ti, ampak še kaj bolj originalnega. Lahko noč. Hvala. Svidnja.